pacienti imajo možnost, da lahko spregovorijo o svojih težavah, o svojih stiskah. Zelo pomembno je tudi to, da vedo, da niso sami v zdravljenju. Dotaknemo se tudi v bistvu same duševne stiske v procesu zdravljenja in pacienti se tudi naučijo, kdaj je stiska v okviru normale pri zdravljenju in kdaj preseže tisto mejo. In torej tudi kdaj je tista kritična točka, ki jo je potrebno nasloviti oziroma poiskati dodatno pomoč. Pacienti dobijo tudi neka orodja, s katerimi si lahko tudi pomagajo naprej, nadalje. Učimo se tehnik sproščanja, vpeljani so tudi elementi čuječnosti, dotaknemo se teme depresije, anksioznosti. Največje mogoče skrbi, s katerimi se pacienti spopadajo, so strah pred smrtjo, pred bolečinami v primeru, če bi lahko prišlo do smrti, strah pred samo kemoterapijo, mogoče tudi pred neznanim, ali bom tudi zmogel zdravljenje. Seveda pa ta področje stiske je pravzaprav razširjeno področje, sega tudi na socialno stran, strah pred izgubo stikov, socialnih stikov in pa seveda tudi na finančno področje, naprimer, ali bom izgubil službo, nižji finančni dohodek. Tako. Seveda pa potem po samem zdravljenju pa lahko tudi seveda se izrazi precej močna stiska pred povrnitvijo bolezni. Načeloma se srečujemo enkrat mesečno, delavnica poteka 1,5 ure. S tem, da pacienti imajo možnost govoriti o svojih lastnih izkušnjah, deloma pa je tudi direktivno usmerjeno v smislu učenja konkretnih tehnik in tudi nekaj seveda teorije. Zdaj, skupine na začetku so bile nekoliko manjše, 7, 8, zdaj se pa tudi povečujejo in vsegajo 12, 13. Je pa pomembno, da skupine niso prevelike, da je lahko delo tudi nemoteno. Ja, sigurno ima skupina veliko prednost v smislu druženja. Pacienti dobijo občutek, da niso sami, lahko se med seboj povežejo, delijo svoje izkušnje in se mogoče počutijo bolj razumljene, kot bi se sicer naprimer v pogovoru z drugimi ljudmi, ki morda niso bolni. To je seveda en sklop, drugi sklop je pa tudi v primeru, ali sama delavnica ustreza v smislu, da se uspejo sprostiti, razbremeniti, nekako dati ven tisto, kar rabijo dati ven. Mogoče bi še omenila, da po potrebi, če opazimo, da je stiska pri posamezniku velika ali da opažajo pri sebi depresivno simptomatiko, da potem imajo možnost seveda tudi individualne obravnave. Zdi se mi, da ima projekt res veliko dodano vrednost, v smislu pacient ni obravnavan zgolj iz medicinskega vidika, torej medicinsko zdravljenje, temveč je podprt z večjih strani in to, da pacientu res dober občutek. Takšen je moj vtis, da ima tudi, tako kot sem že prej omenila, sam kontrolo v procesu zdravljenja in mu to tudi mogoče pomaga pri dodatni motivaciji in pa volji za naprej. Pravzaprav precej lahko olajša to tesnobno simptomatiko, v smislu vejo, kaj lahko naprej pričakujejo, kako bo zdravljenje potekalo in pa kako se v prihodnje, kako si lahko mogoče tudi pomagati, kam se obrniti, s kom se pogovoriti. Pacienti se spoprijateljijo med sabo, navežejo pravzaprav zelo močne stike, ki jih ohranjajo tudi vnaprej po zaključku programa in to se mi zdi zelo, zelo pomemben del, ki je dodana vrednost k programu.